Če je video daljši od 20 sekund, ga, ne vem, ziher ga ne bom pogledala do konca. No, jaz bi rekla, da slovenščina ni skremš. Jaz mislim, da samo nismo navajeni slovenskega jezika kot generacija, zaradi tega, ker slovenščina ne živi tam, kjer živimo mi. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Metro minutke. Danes sta z mano Lučka Fabijani in Ivona Repše iz Drom Agency. Začeli bomo mogoče kar s temi tekmovanji. Ne? Me zanima, kako je to videti, ko se kot mlad kreativec najprej udeležiš SOFA, potem pa še tako velikega tekmovanja, kot je pač Young Lions. Boš ti začela? Ja, v bistvu najna izkušnja na mladih kreativcih lani je bila malo drugačna. Mislim, posamezna izkušnja se razlikuje, ker jaz sem že bila, to je bilo moje 3. tekmovanje, jaz sem že bila prej 2-krat. Jaz sem sicer že vedela, da je to v bistvu pač pomembno tekmovanje, kaj ti prinese, da ti prinese vstopnico za Cannes. Lučka pač... Ja, moja izkušnja je bila pa v bistvu zelo drugačna od Ivonine. Mladi kreativci so bili moj dejansko prvi stik z oglaševalsko industrijo. Jaz sem prišla v oglaševanje v bistvu čisto po naključju. Okay. Pač znašla sem se tam. In je v bistvu najina kreativna direktorica, glavna kreativna direktorica in lastnica Drom Agencyja Milena Jakovljević je mene v bistvu poklicala in je rekla, bi šla ti letos na mlade kreativce. Je pa itak čez šolanje, skozi proces šolanja, imaš ogromno teh nekih tekmovanj in Zoisovo in recimo, kaj je že Cankarjevo tekmovanje bilo, ne? In slovenščine, in sem hodila na to in sem bila seznanjena s tem, da to v bistvu pač neko tako tekmovanje, kjer najbrž dobiš nek kemik, ali pa mogoče atlas, ali pa neko super knjigo. Sem bila tako, seveda, zakaj pa ne? In sem v to stopila totalno neobremenjeno. Se mi zdi, da je tudi zaradi tega bil najin rezultat toliko dober, ker nisem bila še v tem kvadratku oglaševanja, ampak sem razmišljala izven okvirjev. Tako, izven okvirjev. In v bistvu sem šele, ko smo mi dve zmagali, mi je Ivona razložila, da to je v bistvu velika stvar. Ja, in da zdaj greva v Cannes, in potem sem jaz to malo začela googlati, sem bila tako, to je v bistvu Eurovizija oglaševalce. Ja. In to mi je v bistvu najlažja prispodoba tega, kar smo mi dosegli, da sem jaz potem dojela kot nekdo, ki v bistvu je bil takrat še nekak zunanji opazovalec tega. Potem, ko smo šli pa v Cannes, sem pa že imela nekak predstavo o tem, da je to zdaj pa res svetovno tekmovanje na svetovni ravni in da so obkroženi z mladimi kreativci, ki so res neverjetno nadarjeni, najboljši od najboljših. In izkušnja je bila res super, ne samo tekmovanje. Moj največji zaključek in izkupiček iz tega tekmovanja je bil to, da so najbolj kreativne države, ki imajo res največje probleme. Torej pač iz nekih stisk prihaja največja kreativnost. Tako nekako. Ja, pa tudi, mislim, primerjava med Sofom pa Cannesom, res se tako vidiš, že ko prideš v Cannes, atmosfera je tako čist na drugem nivoju, ki v bistvu, ne vem, ne znam opisati, ampak prav zavedaš se, da si kot pač tekmovalec na Young Lions med tam neko kreativno smetano mladih pod 30, kar je kar v bistvu sploh malo ne dojameš tega. Smo tako, zdaj to tekmovanje, klasika, pač tako kot sva mlade kreativce, gremo isto. In mislim, da v bistvu tudi zato smo dosegli tako dober rezultat in tudi zmagali mlade kreativce, ker mi dve v bistvu obe greva v to ful tako na easy. Neobremenjeno. Zelo dobro funkcionira pod pritiskom. In nama je to tako, pač zdaj tle imava 24 ur za tole, je valjda se to je, koliko časa je to. Moje naslednje vprašanje je bilo, kako gre kreativnost skupaj s tekmovanji, kjer si pod pritiskom in v omejenem časovnem okvirju, vidve pa v bistvu pravite, da vaju to spodbuja. Ful, res meni je to res ful dobro, no. Ker nekako iščem to, se mi zdi, da skozi. In kjerkoli je kratek deadline, ja. Bomo mi to, ker dej men, to zri. Ja. Tako, res. Jaz bi rekla, da v bistvu mogoče je to nepopularno mnenje, ampak se mi zdi, da
neka časovna omejitev oziroma pritisk ni nujno zaviralec kreativnosti, ampak je včasih celo pospeševalec. Zato, ker ljudje na splošno v vseh aspektih življenja stremimo k popolnosti in tudi recimo kreativnost oziroma kot dobiš nek brief, je to reševanje problema za naročnika. Hitro se začneš ciklati v ta problem in začneš preveč razmišljati o njemu, medtem ko najboljše ideje so tiste, ki so prve najbrž. Ki so prve in ki so v bistvu ustvarjene z nekim čustvom, s tvojim prvim instinktom. Zato se mi zdi, da v bistvu je včasih pritisk zelo dober spremljevalec kreativnosti. Ja, na Websiju je vaša ekipa zmagala s to rešitvijo bogate debate, ki se je meni zdela res posrečena, zaradi tega, ker te argetine solate povezuje z jezikom in s tem, da mladi praktično ne uporabljajo več slovenskih izrazov. Tako da ja, bi vaju vprašala, zakaj po vajnem mnenju? A zato, ker pač mladi mislijo, da je slovenščina cringe, ne? Pa smo spet pri angleškem izrazu, ali ker se je enostavno tudi ta besedni zaklad tako zožal? Kako si že prej rekla, da je cringe v slovenščini? Skremž. No, jaz bi rekla, da slovenščina ni skremž. Jaz mislim, da samo nismo navajeni slovenskega jezika kot generacije, zaradi tega, ker slovenščina ne živi tam, kjer živimo mi. Torej pač na digitalu, na TikToku, na Instagramu, na Discordu, na Redditu, kjerkoli že smo, slovenščine tam ni. In se mi zdi, da bi slovenščina ne bi bila skremž za mlade, če bi tam živela in če bi se jo tam vzgajali. In tukaj imajo znamke, se mi zdi, da res zelo nezaseden teritorij, v bistvu, ki ga lahko zasedajo, zelo veliko priložnost, ker vse ljudje smo taki, da se pač prvič nam je čudno, drugič nam je mogoče čudno, tretjič se pa navadimo. Tako da se mi zdi, da tukaj je samo pač v kontekstu tega, da nismo navajeni slovenščine, ne da nam je cringe. Se mi zdi, da znova in znova mladi slovenski bendi dokazujejo, da je slovenščina daleč od tega, da bi bila skremž. Absolutno. Besedilo se da pisati v slovenščini, čustva se da izražati v slovenščini. Čudovito. Ja. In se mi zdi, da tudi tukaj smo mi z ekipo za Tejo pa z Žigom videli velik prostor, ker v bistvu generacija Z in generacija Alfa da v bistvu obožuje slovenske bende. Večina Joe Crowd, Murphy, Jetlag Diamonds, ciljne publike so, ne vem, 14 do 25 let. Torej, zakaj ne bi tudi znamke začele uporabljati slovenščine, če jo slovenski bendi uporabljajo in očitno deluje. Deluje toliko, da v Amsterdamu ljudje pojejo slovenska besedila, mi jih pa ne. Se mi zdi, da je to res grozen. Je pa tudi taka stvar, da je jezik živa stvar in mogoče tudi ta naš predlog je vseboval posodobitev slovenskega knjižnega jezika. In se mi zdi, da bi mogla slovenščina se spreminjati, iti v korak s časom nekako. Tako, v korak s časom in se mi zdi, da potem tudi mladi bi bili bolj dovzetni do tega. Ja, ker mislim tudi v bistvu zato, ker ko pomisliš na slovnico, pa na splošno jezik, imamo slovenščino v šoli, je to sam SSKJ, pa ne vem, Prešeren. E-strukture. Ja, no, pač take stvari in pol ti to mogoče malo zamori vse skupaj. In zato smo mi predlagali tako rešitev, ki bi bila živa, kjer bi lahko delali mladi za mlade. Je pa pač mogoče zaradi tega, v bistvu brendi še niso zasedli tega teritorija, ker ne vem, se mi zdi, da mogoče malo riskiraš neke slabe rezultate. Ko slišiš nekoga, ki govori slovensko in so ti namesto slovenskih izrazov ful bolj naravni angleški v tem kontekstu, ne vem, sam scrollaš naprej. In v bistvu zato se mi zdi, da je zdaj res čas in prostor za to, da res mladi naredijo nekaj za mlade, da sami naredijo v bistvu to, kar jim bo kul, kar jim bo okej, kar bojo sami radi uporabljali. Ja, in oglaševalci imate v bistvu tukaj zelo veliko moč, če se tega lote premišljeno, tako kot v tem primeru. Lučka, omenjala si vse te pač digitalne platforme, kjer pač se danes večinoma zadržujejo mladi. Vidve se zelo dobro znajdete v tem digitalnem okolju, obe ste aktivni na družbenih omrežjih od TikToka do Instagrama. Kako pomembno je to za nekoga, ki pač dela v oglaševanju, da zna govoriti ta jezik družbenih omrežij? Ja, meni se zdi, da ekstremno, res ful. Mislim, na splošno moraš biti na tekočem s trendi, z dogajanjem pač na vseh kanalih, ker pač social media je ekstremno živ prostor, ki se spreminja
ti ne iz dneva v dan, iz ure v uro se rodi neki noga, se uploada milijon nekih vsebin, ne, in pač sej sva obe kronično online. Tako da gre to z najnim jobom, absolutno. Ampak tudi še posebej, kad delaš za Gen Z, za pač tako ciljko, ki živi na družbenih omrežjih, moraš vedeti, kako jih nagovoriti, ker se ne, spet hiter izpadeš cringe. In pač, cringe, joj. In pač ne moreš izpolniti ciljev kampanje, ni želenega učinka. Ne dosežeš pač svoje publike. In mislim, da moraš biti na tekočem in z formati, s trendi, z način nagovora, v bistvu z vsem. Sicer ne bi zdaj rekla, da moraš biti kronično online, ampak moraš pa definitivno spremljati in v bistvu odvisno, koga targetiraš, no, ampak nekako se probati priti v ta algoritem, ki ga imajo tudi oni. Ja, se strinjam, pa se mi zdi, da je, tako kot je Ivona rekla, zelo, po eni strani tudi se mi zdi, da je to ena zelo slaba plat te naše službe in tega, s čimer se ukvarjamo, zaradi tega, ker če en vikend se odločiš, da mogoče ne boš toliko na telefonu in toliko na družbenih omrežjih, potem v ponedeljek že, ne vem, vsi pišejo v našo skupinco, ste videli ta trend, za koga bomo to naredili. Tudi se mi zdi, da nasplošno naša generacija, pa sploh mlajša, nima sploh druga kanala za prejemanje informacij, katerihkoli. Absolutno. Torej pač, recimo, Halid Bešić je umrl. To bomo zvedeli na Instagramu. Ali pa TikToku, ne. Ja. Tako da, se mi zdi, da je to dvorezen meč in da moraš najti neko tako pravo ravnovesje v tem, da ne podzavestno konzumiraš ves čas za svojo službo. Ker pa se znajdeš ob 10 zvečer v posli na TikToku in scrollaš in si tako, to bi bilo pa dobro za to, to bi bilo pa dobro za to, ker se pač moraš znati tudi odklopiti. Dolg čas producira kreativnost. Absolutno. Ampak je pa kar zahtevno biti na tekočem, ne glede na to, da se trendi digitalni zdaj, sploh odkar se je pojavil TikTok, se mi zdi, da spreminjajo res pač z neverjetno hitrostjo, po drugi strani pa to prenese sabo tudi motnje pozornosti, ne, v zunanjem svetu. Kako se s tem soočata? Mislim, da mi to, da imam toliko kratek attention span, da mi v bistvu to pomaga presoditi, oziroma a bo nekaj, ne vem, pač se bo nekdo dobro odzval na to ali ne. Pravilno formulirati vsebino, a ne pa videti, če je meni to zanimivo, če me hukne v prvih 3 sekundah, da jaz to še gledam, ker po moje ne pogledam. Če je video daljši od 20 sekund, ga, ne vem, ziher ga ne bom pogledala do konca. Če je dolg 60 sekund, bom gledala na krat 2 hitrosti. In še to tudi ne vem, če bom lahko. Res pač res živimo v takem času, ko je treba konstantno vzdrževati pozornost uporabnika oziroma gledalca. Uporabnika moraš ne samo huknati, ampak vsako sekundo ga moraš zadržati, ker če ne bo... Zato, da obdržiš njegovo pozornost. In to je res kar zahtevno, ampak pol na koncu v bistvu sem jaz sama sebi najboljši kritik, ko pride do tega, ker pač imam res kratek attention span. In nekako gre pa to z roko. V bistvu tako razmišljaš kot potencialni naslovnik, uporabnik pač teh vsebin. Meni se zdi to tudi v bistvu in prednost in slabost. Slabost je to, da jaz res iz leta v leto, pa se mi zdi, da mogoče v naši generaciji, ki smo res zelo late Gen Z, old Gen Z, še ni toliko slabo, tako da jaz v bistvu tudi sem sposobna konzumirati daljše vsebine, daljše formate, če so kvalitetni, smo veliko bolj kritični do tega. Se mi pa zdi, da je to lahko prednost in slabost. V službi opažam, da ko pride do nečesa, kjer se moraš fokusirati daljše obdobje, da mi skače pozornost. Pač mi skače in pograbljam telefon za brez veze. Sam pogledam, koliko je ura, pa še enkrat čez 1 minuto pogledam, koliko je ura, ne vem zakaj. Je pa dobro tudi to, ker ta kratek attention span tudi omogoča to, da lahko hitro skačeš iz stvari iz enega projekta na drug projekt in da mogoče malo širše lahko, istočasno lahko delaš več stvari, vsaj pri meni je tak primer in to je dobro za delo v oglaševanju, se mi zdi, no.
Ja, za generacijo Z je v bistvu tudi zelo pomembno vplivništvo, ne, vplivnežev zaupajo, tudi sami si želijo nekako uspeti v tem poslu. Se imata vidve glede na število sledilcev za vplivnici, pa ne vem, kaj bi svetovali nekomu, ki si želi pač začeti na tem področju, vsaj začeti ustvarjati vsebine, no, tako bom rekla. Joj, niso vplivnice. Ja, jaz se nimam za vplivnico. Se mi zdi, da če smo vsi vplivneži, pa kdo je zares Kdo je vplivnež? zares, okej. Se mi zdi, da je to spoštovanja vreden poklic in kreft, ampak se mi zdi, da se je to toliko razraslo, da v resnici noben več ne vpliva na nobenega. Mogoče je to nepopularno mnenje, ampak se mi zdi, da ni več tistih vplivnežev, per se pač. Vsi, se mi zdi, da ravno zaradi TikToka, ki je mogoče to, da vsi objavljamo Svoja mnenja, vsi objavljamo svoje mnenja, ja. delimo svoj vsak dan, noben v resnici ni več zares vplivnež. Tako da, mislim, meni se zdi, da predvsem, če se ne želi nekdo spustiti v to pot, pač zelo klišejsko, ampak si zvest sam sebi, ker se mi zdi, da pač samo tako bo ciljna publika prisluhana, pa najdete neko res zelo specifično nišo, ki mogoče še ni zasedena. Se mi zdi, da zdaj v tej poplavi teh vplivnežev je tudi midve vidva, ki sva pač na strani agencije, zelo težko najti nekoga, ki bo izstopal za neko znamko ali pa nekoga, ki v resnici še ni bil pokoriščen nekje drugje. Tudi se mi zdi, da mogoče ena stvar, ki bi jo položila samo vplivnežem, da premislijo tudi o vrednotah podjetja, s katerim delajo. Ne? To se lahko zdaj nanaša na, ne bomo omenjali teh stvari političnih, ampak je tako velikrat v ozadju podjetja zelo temno ozadje, pa se še vseeno odloča za sodelovanje s tem, čeprav to ni v skladu z njihovimi vrednotami in v resnici uporabniki, ki bodo to videli, uporabniki, ki recimo razmišljajo tako kot jaz, se jim bo zameril in vplivnež in to podjetje. Absolutno. Delajo, oni so sami svoja osebna znamka, morajo gledati nase kot na neke vrste podjetje in pač razmišljati in delati v skladu s tem. Ja, meni se zdi, da kar glede za to, ko si rekla, da je taka poplava vplivnežev, da če hočeš danes biti vplivnež, če boš zdaj začel iz nič, moraš res vedeti, kaj imaš ti zadati občinstvu, koga hočeš nagovarjati, res, ne vem, kak tip vsebine, kakšne formate, ki bojo pač dali nekaj več, ki bojo se ločili od tega, kar že imamo, ker se mi zdi, kot si ti rekla, vsi vplivneži so bolj kot ne isti. Pač delajo nek tak, predvsem pri nas dosti generičen content, se mi zdi, in res moraš izstopati, že skoraj da pač mora biti od zadnji neka strategija, s katero pač res veš, da ne vem, je to recept za uspeh. Sam še to bi dodala, da je tudi težko v resnici, te vplivneži so vsi zelo mladi in se mi zdi, da generacija smo, ki je odraščala s tem in mi še nimamo na papirju posledic tega. Ne? V resnici ni še nekega, so že prehajajo kaj stadij o tem, kaj se ti zgodi, če si kot, ne vem, Lindsay Lohan, recimo, ki je bila mlada zvezdnica, ampak to so res zelo v resnici nepremišljeni, to so zelo nepremišljene poteze. Če ti pri 18 se odločaš objavljati redno na družbena omrežja celo svoje življenje in pač recimo iti tudi, ne vem, ali na OnlyFans ali pa take stvari, ki se tudi ali zdaj... pa svoje otroke izpostavljati redno vsak dan. Ne? Točno to, posledic še nismo videli in zato to vzemamo, kot da je tako nekaj, ne? Ker ti vidiš te številke... Pa te to premavi nekako. Ja, ampak se mi zdi, da tudi velik problem v tem, da ko ti vidiš številko 10,000, si tako, to je pa v bistvu, to je slab content, to zelo slabo performa. Ne? Navadili smo se na to, da kar vsaka vsebina, če nima 10,000 ogledov, to ni nič, ampak v resnici Stožice imajo 12,000 sedežev. Ja. Pa ko si v Stožicah, se počutiš euforično, pa gledaš vse te ljudi, kako se bomo premikali. Če pa to dobiš na TikToku, si pa totalno nezadovoljen. Tako da mogoče to tudi ljudem malo dati v glavo. Zavedati, da 10,000 ljudi je videlo ta tvoj video, pač to tvojo vsebino. To je veliko v resnici. To je v resnici veliko. Zdaj me pa še zanima, kaj bi pa položili na srce mladim, ki pa želijo na oglaševalsko pot? V agencijah, tako kot so v bistvu že prej omenile, se nam pogosto zgodi, da se zapremo v to neko škatlico, ker imamo treba upoštevati ne vem kakšne cilje, pa želje, pa feedbacke, pa inpute od milijon različnih ljudi in pol si kar v bistvu vsega
česar se lotiš na način, da imaš že to nekako malo v glavi. Aha, tole bi bilo na ročniku cool, tole bi bilo žiri cool. In v bistvu imaš že neke kriterije, ki sploh še nimaš, v bistvu nič se še ni rodilo iz tega briefa, ki si ga dobil. In v bistvu bi predvsem rekla to, da pejte v oglaševanje, ker jaz imam rada oglaševanje, ful mi je pri srcu, rada, v bistvu, kot sem rekla, rada govorim zgodbe skozi oči nekega brenda in deliveram dobre zgodbe na neke inovativne načine in v zanimivih formatih, ampak res ostanite zvesti sebi in ne se pustiti zapreti v to agencijsko škatlico, ker to se res hitro zgodi. Jaz se zelo strinjam z Ivono, pač se mi zdi, da je treba slediti svojim instinktom. Se mi zdi, da je tudi v najnem primeru se dostakrat najin instinkt oseben izkazal za uspešnega in pač pravilnega. Potem se mi zdi, da naj iščejo sami priložnosti, tako če si želijo biti v oglaševanju, je ogromno priložnosti, ki jih moraš včasih sam poiskati in iti mogoče en korak dlje. Potem mogoče ena stvar, ki je naši generaciji ni tako blizu, ampak se mi zdi zelo pomembno je tudi to, da vsem poslušamo starejše. Se mi zdi, da imajo odlične nasvete in tudi kilometrino in so z razlogom tam, kjer so. In ti lahko dajo en čist drugačen pogled na to, kar delamo. Potem pa se mi zdi, da še ena zelo dobra stvar, sploh če greš v kreativno stran oglaševanja, je to, da nisi samo na TikToku, pa na Instagramu, pa tam požiraš stvari, ampak da opazuješ svet, da se pogovarjaš z ljudmi, da tudi bereš knjige, bereš članke. Se mi zdi, da iz takih res realnih globalnih problemov nastanejo najboljše kreativne rešitve. Tako da to, pa neh ne bo strah.